Pozdravljeni vsi! Danes se bomo vrnili v preteklost, da odkrijemo zgodbe izjemnih temnopoltih osebnosti, ki jih je zgodovina skoraj pozabila. Od mogočne italijanske princese do revolucionarne vohunke in skrivnostnih milijonarjev. Njihova življenja so bila izjemno zanimiva, a so bila večinoma prezrta. Zato se mi pridružite, ko bomo raziskovali vse to in še veliko več. Leta 1905 je Belle da Costa Green postala osebna knjižničarka J.P. Morgana. Postala sta si zelo blizu, kar je kmalu sprožilo škandalozne govorice o aferi. Sčasoma je njegovo zbirko spremenila v eno največjih knjižnic na svetu in pri tem zaslužila milijone. A Belle je imela šokantno skrivnost, ki bi, če bi prišla na dan, lahko uničila vse. Belle da Costa Green se je rodila 26. novembra 1879 v Washingtonu D.C. pod imenom Belle Marion Green. A ime, s katerim se je rodila, ne bo tisto, ki si ga bo zgodovina zapomnila. Kot bomo kmalu videli, si je kasneje iz določenih razlogov spremenila ime. Bellin oče je bil Richard T. Green. Prebil je ovire kot prvi Afroameričan, ki je leta 1870 diplomiral na Harvard College, kar je bil prelomni dosežek, ki je postavil temelje za njegovo vplivno kariero. Postal je ugleden izobraževalec, politični lobist in voditelj temnopolte skupnosti v Washingtonu D.C. Njegova zapuščina je še dodatno zrasla, ko je kasneje postal dekan pravne fakultete na Univerzi Howard. Belline mati je bila Genevieve Ida Fleet Green, ženska, ki je prihajala iz napredne in ugledne washingtonske družine. Tudi sama je delala kot izobraževalka in bila glasbenica, kar pomeni, da je Bella odraščala v domu polnem intelekta, umetnosti in ambicij, v okolju, ki je globoko zaznamovalo njeno zgodnje življenje. Genevieve in Richard sta po poroki leta 1874 skupaj imela 6 otrok. Bellino zgodnje življenje je bilo liberalno in glede na takratne standarde za afroameriško družino razmeroma premožno, a hkrati tudi burno. Njen oče je napredoval in si zagotovil vplivne položaje tako v vladi kot v izobraževanju, predvsem v uradu kontrolorja ameriške zakladnice in kot tajnik združenja za spomenik Grantu. Medtem sta Bella in njeni sorojenci doma v Washingtonu prejemala napredno izobrazbo, ki je močno presegala tisto, kar je bilo značilno za tisti čas. Družina se je družila tudi s številnimi vodilnimi afroameriškimi učenjaki in osebnostmi tistega časa, kot sta Frederick Douglass in W.E.B. Du Bois, ter jih tako potopila v samo središče boja za rasni napredek. Vendar je družino kmalu raztrgalo uničujoče razkritje. Richard je odkril, da je njegova žena, Genevieve, njihovo družino na popisu prebivalstva navedla kot belo. Za moškega, ki je bil predan državljanskim pravicam, je bila to globoka izdaja, ne le njegovega dela, ampak tudi njihove same identitete. Zaradi tega sta se ločila, čeprav se nikoli nista uradno ločila. Richard se je preselil v Azijo, da bi prevzel položaj v Vladivostoku, ki ga je Rusko cesarstvo pridobilo šele pred kratkim, ob koncu druge opijevske vojne proti Kitajski. Tam je sklenil bigamni zakon z Japonko po imenu Michi Kawashima, s katero je imel 3 otroke. Po ločitvi njenih staršev so Bella in njeni sorojenci nekoliko spremenili svojo identiteto, tako da so iz svojega priimka izpustili črko R in ga iz Green spremenili v Jean. Bella sama je opustila svoje dekliško ime Marion in prevzela da Costa, da bi podprla svojo trditev o portugalskem poreklu, kar je bil način, da je pojasnila svojo nekoliko temnejšo polt, medtem ko se je predstavljala kot Evropejka. Njena mati ji je sledila in spremenila svoje dekliško ime v Van Vliet, da bi prevzela nizozemsko poreklo. To sta si lahko privoščili in veljali za osebi evropskega porekla, čeprav sta bili afroameričanki, ker je bila družina razmeroma svetle poti. Sčasoma so se te izmišljotine poglobile in popolnoma pretrgale vezi z njihovimi afroameriškimi koreninami. Belle in njeni bratje in sestre so se oddaljili tudi od svojega očeta in čeprav je živel do leta 1922, ga je Belle v odrasli dobi le redko videla. Leta 1896 je Belle dobila ponudbo za delovno mesto na Severnem zavodu za mlade dame v Massachusettsu in prejela štipendijo za študij tam. Naslednja 3 leta je preživela tukaj, nato pa je dobila poletno službo na Amherst College. To delovno mesto je bilo kratkotrajno, vendar je bilo zelo pomembno, saj je tam študirala nastajajoče področje knjižničnega katalogiziranja in arhiviranja.
To je bil čas, ko so vlade in ustanove poskušale urediti in katalogizirati ogromne arhive dokumentov, ki so jih zbirale več stoletij in so pogosto ležali po kleteh kot ogromna množica papirjev. Leta 1902 je bila Bell oborožena z naprednim izobraževanjem in specializiranim knjižničarskim tečajem iz Amhersta povabljena na Princetonsko univerzo, da dela v njeni prestižni knjižnici in arhivu. V naslednjih 3 letih je spopolnjevala svoje znanje in pridobivala dragocene izkušnje ter teorijo pretvarjala v prakso. Prav tukaj je srečala Juniusa Spencerja, Morgana II. Junius je bil nečak Johna Pierra Ponteja Morgana, najmočnejšega in najbogatejšega korporativnega finančnika tistega časa. Tako kot mnogi velikani iz obdobja pozlačene dobe, je tudi ta družina začela uporabljati svoje bogastvo za filantropske dejavnosti. Junius pa je bil pomemben pokrovitelj knjižnice in umetniške zbirke na Princetonu. Navdušen nad Bellinim strokovnim znanjem jo je leta 1905 priporočil svojemu stricu, ko se je bančni mogotec odločil najeti arhivarko in knjižničarko, da bi uredila njegovo ogromno in vedno večjo zbirko knjig in dokumentov. To bi bil začetek novega in zanimivega življenja za Bello. Daleč prednje postala svetovno znana knjižnica in muzej Morgan, so bila semena tega kulturnega zaklada posejana v poznih 1850-ih strani mladega, ambicioznega J.P. Morgana. Komaj v svojih 20-ih je bil Morgan že očaran nad umetnostjo rokopisa in je skrbno zbiral redke primerke, ki so v njem zanetili doživljenjsko strast do pisane besede. A to je bil šele začetek. Ko je Morganovo bogastvo strmo naraščalo, je z njim rasla tudi njegova neustavljiva želja po zbiranju. To navdušenje je eksplodiralo v osupljivo cesarstvo redkih knjig, starodavnih rokopisov, vitražev, izvrstnih risb, starih kipov in še veliko več. Ko so Bell leta 1905 predstavili Morganu, so njegove zbirke že zrasle v kaotičen labirint zakladov, veličasten nered artefaktov, brez kakršnega koli reda ali sistema. Knjižnica je navsezadnje dobra le toliko, kolikor dobro se jo da uporabljati. Brez strukture je to le stavba, polna čudes, ki jih nihče ne more najti. Bell s svojo bistrostjo in vizionarskim pristopom je stopil v spredje, da preoblikuje zbirko. Toda bi bila kos tej nalogi. Ko je bila Bell da Costa Green leta 1905 zaposlena, je bila bodoča knjižnica Pierre Ponte Morgan še daleč od javne ustanove, kakršna je danes. Skrita v zasebni stavbi na Madison Avenue je bila v bistvu osebna zakladnica J.P. Morgana. Bell je prevzela vlogo Morganove osebne knjižničarke, zadolžene za obvladovanje gore gradiva. Z natančnostjo in odločnostjo je začela zbirko katalogizirati po temah in vrstah, ter tako kaos spremenila v red. Prvič je bilo mogoče predmete najti brez neskončnega iskanja, saj se je neurejena zbirka spremenila v funkcionalno knjižnico. A Bella se tam ni ustavila. Skozi leta je organizirala dogodke in razstave ter razkrila Morganovo zasebno zbirko. Sčasoma je Bellina vloga prerasla vlogo knjižničarke. Postala je zaupanja vredna zaupnica in nekakšna osebna asistentka Morganov. Ko je sloves Morganove družine po dobrodelnosti rasel, se je povečalo tudi število posameznikov, ki so iskali sredstva za umetniške, znanstvene in kulturne projekte. Vsi so si želeli del legendarnega bančnikovega bogastva. Bell s svojimi ostrimi instinkti in bistrim očesom je prevzela vlogo varuhinje dostopa. Postala je prva obrambna linija, ki je natančno preverjala te upajoče prosilce in njihove predloge. Skozi so prišli le tisti, ki jih je štela za vredne Morganove pozornosti. Sčasoma je Bellina bližina z Morganom neizogibno sprožila govorice, šepetanja, da je bil njun odnos več kot le profesionalen in te govorice vztrajajo že več kot stoletje. Ko sta se srečala leta 1905, je bila Bell stara komaj 26 let, medtem ko je bil J.P. Morgan star 68 let. Čeprav je bil poročen, je bil znan po svojem ženskarstvu in je imel številne ljubice. Green je celo priznala, da je bila močno zaljubljena vanj. Nikoli ni neposredno potrdila niti zanikala teh govoric, čeprav naj bi na vprašanje, ali je bila Morganova ljubica, odgovorila: poskusila sva. Je bila to nagajiva draž ali skrivnostno priznanje? Resnica ostaja nedosegljiva, vendar bi vas lahko izjemno zaupanje in bogastvo, ki ju je Morgan zaupal,
Prepričala, da se je med njima zagotovo nekaj dogajalo. Bell je sčasoma zaslužila usupljivo plačo $10,000 na leto, kar bi danes znašalo več kot $300,000. Nepredstavljiv znesek za knjižničarko. Ko je Morgan umrl leta 1923, je v poroki zapustil usupljivih $50,000, kar bi danes znašalo več kot $1,500,000. Zakaj takšna radodarnost? Ali jo je naredil milijonarko samo zaradi njenega neverjetnega dela, kar je nesporno? Ali pa jo je povezovalo nekaj globljega? Tu je tudi vprašanje, kaj je Morgan v resnici vedel o izvoru Belle. Čeprav se je predstavljala kot belka portugalskega rodu, je bila v resnici temnopolta ženska, ki je svojo identiteto skrbno oblikovala, da bi lahko krmarila skozi toge rasne ovire tistega časa. Glede na nešteto ur, ki sta jih preživela skupaj, delala drug ob drugem, potovala, se pogovarjala, je lahko Morgan res ostal neveden. Ali pa se je preprosto odločil zamižati na eno oko, očaran nad njeno bistrino in šarmom. Žal za nič od tega ni dokončnih dokazov in lahko le ugibamo. Splošno mnenje danes je, da verjetno nista bila ljubimca in da Morgan ni poznal prave identitete Belle. V 10 letih 20. stoletja je bilo jasno, da je položaj Belle več kot le položaj knjižničarke. Bila je odgovorna za vodenje ustanove in širjenje njenih zbirk, čeprav naziva direktorice ni pridobila vse do 20 let 20. stoletja. Že leta 1908 je redno potovala po svetu, da bi se udeleževala dražb in srečevala z zbiratelji za nakup novih predmetov. Morgan, s katerim je sodelovala do njegove smrti, in kasneje njegov sin ter glavni dedič J.P. Morgan mlajši, sta ji popolnoma zaupala in ji dovolila, da njun denar porablja po lastni presoji. Interesi Belle so v veliki meri narekovali, kako sta se knjižnica in muzej razvijala v prvi polovici 20. stoletja. Posebej jo je zanimala srednjeveška rokopisna literatura, zato ima danes knjižnica in muzej Morgana eno največjih zbirk iluminiranih rokopisov in srednjeveških miniaturnih slik na svetu. Eden izmed najbolj cenjenih predmetov je ena najzgodnejših in najbogateje ilustriranih izvodov Maloryjevega dela La Morte d'Arthur, srednjeveške klasike. Bell je zanj na dražbi leta 1911 plačala $50,000. Bell je zanimala tudi umetnost in literatura, ki so jih takrat nasplošno uvrščali med orientalske, afriške in azijske, dela iz predkolonialne Afrike, Bližnjega vzhoda in Daljnega vzhoda pred zahodnim vplivom. Pridobila je kose, kot je etiopska evangeljska knjiga iz 14. stoletja, zbirka krščanskih evangelijev ustvarjenih v Etiopiji, kjer se je koptska etiopska cerkev razvijala v izolaciji od širšega krščanskega sveta. Pogosto je bila Bellina dražba za takšne predmete zelo odločna, saj ni dovolila, da bi jo kdo prehitel, ko si je nekaj posebej dragocenega zaželela. A njen pogled je bil oster in ni pretirano zapravljala za predmete, ki niso bili vredni tega. V zgodnjih 1920-ih je Belle nadzorovala prehod Morganove knjižnice iz zasebne ustanove, ki je prirejala dogodke odprte za javnost, v popolnoma javno ustanovo. Knjižnica Piera Ponteja Morgana je svoja vrata odprla leta 1924. Belle pa je postala njena prva uradna direktorica, položaj, ki ga je opravljala skoraj četrt stoletja. Sprva je lahko sprejela le približno 10 obiskovalcev naenkrat, vendar se je knjižnica širila z novimi prizidki, ko so njene zbirke in priljubljenost rasle. Ob koncu njenega mandata je knjižnica hranila na tisoče redkih knjig in rokopisov, 10.000 umetniških in muzejskih predmetov ter 100.000 manj redkih knjig in rokopisov. Belle ni bila le pionirka na svojem področju ter izjemna knjižničarka in zbirateljica. Prav tako je v newyorški družbi pustila opazen in barvit pečat. Oblačila se je razkošno, pogosto je nosila klobuke, okrašene z velikimi peresi. V 20 letih prejšnjega stoletja, polnih džeza in bourbona, so jo pogosto videvali s pijačo v eni roki in cigareto v drugi. Pogosto je pripomnila, da biti knjižničarka ne pomeni, da mora biti zadržana ali tiha. Nikoli se ni poročila, verjetno zato, ker so ženske po rojstvu otrok pričakovali, da opustijo svojo kariero zaradi družinskega življenja. Vendar pa je našla ljubezen. Leta 1909 je srečala Bernarda Berensona, priznanega strokovnjaka za renesančno umetnost, in začela sta večdesetletno razmerje, ki je združevalo romantiko, prijateljstvo in intelektualno partnerstvo. Izmenjevala sta si strastna pisma in preživljala čas skupaj v Evropi in Ameriki.
Kljub njuni vezi nikoli nista živela skupaj, saj je bil Bernard poročen, Belle pa je cenila svojo neodvisnost. Namesto tega je z njo večji del njenega poznejšega življenja živela njena mati Genevieve. Belle pa je imela tudi pomembno vlogo pri vzgoji enega od svojih nečakov. Belle se je s položaja direktorice knjižnice Pierra Ponteja Morgana upokojila šele leta 1948, ko je bila v poznih 60 letih. Takrat je bila že slabega zdravja. In ko je bila leto kasneje v knjižnici organizirana razstava, na kateri so predstavili vsa dela, ki jih je pridobila skozi leta, se je morala udeležiti v invalidskem vozičku. Umrla je leto kasneje, 10. maja 1950, zaradi raka v bolnišnici Svetega Luka v New Yorku. Stara bila 70 let. New York Times je poročal o njeni smrti in jo označil za eno najbolj znanih knjižničark v državi. Žal je Green pred smrtjo uničila večino svojih osebnih dokumentov, zato je veliko o njenem življenju in delu zdaj neznanega. Vendar so njena pisma Bernardu preživela, segajo od februarja 1909 do marca 1949 in to je najobsežnejša zbirka njenih osebnih dokumentov. Njena zapuščina je izjemna. Danes velja knjižnica in muzej Morgan, kot se zdaj imenuje, za eno najboljših knjižnic in umetniških zbirk na svetu, ki so nastale iz zasebnih sredstev. Razen samega J.P. Morgana ni bil nihče bolj zaslužen za njen razvoj kot Belle da Costa Green. Poleti leta 1904 je New York preplavil škandal. Milijonar John Platt je obtožil Hannah Elias, samotarsko temnopolto žensko s skrivnostno preteklostjo, da ga je izsiljevala za $685,000, kar bi danes znašalo skoraj 30 milijonov dolarjev. To je Hannah Elias naredilo verjetno najbogatejšo in najbolj razvpitno temnopolto žensko v Ameriki. Pridružite se mi, ko bomo raziskovali njeno zgodbo. Točen datum rojstva Hannah Elias ni znan, vendar se je rodila v Filadelfiji leta 1865, v letu, ko se je končala ameriška državljanska vojna. Njen oče je bil Charles Elias, kuhar in gostinec, ki je bil poročen z Marijo Elias. Charles je bil mešanega afroameriškega in staroselskega porekla, Hannina mati Marija pa je bila prav tako precej svetle poti. Zaradi tega je imela Hannah svetlejšo polt, kar je kasneje v njenem življenju odigralo določeno vlogo, kot bomo videli. Hannah je odraščala v zelo številnem gospodinjstvu. Bila je ena od 9 otrok svojih staršev. Živeli so takrat najbogatejši soseski v mestu za Afroameričane, čeprav je zaradi številčnosti njihove družine, kljub temu, da je Karel dobro zaslužil, težko reči, da so bili bogati. Kljub temu je bila družina cenjena in se je vztrajno vzpenjala po družbeno-ekonomski lestvici. Karel jih je sčasoma preselil v večjo hišo, kjer so živeli na območju, kjer so prebivali filadelfijski odvetniki in vodilni temnopolti poslovneži. Ona in njeni bratje ter sestre so hodili v javno šolo in prejeli so solidno izobrazbo. Poleg tega ne vemo veliko o Hanninem odraščanju. Šele na poroki njene sestre Hetty leta 1884, ko je bila Hannah stara približno 19 let, se njena zgodba zares začne. Pred poroko je Hannah začela delati v domu premožne ženske iz severnega dela Filadelfije. Kasneje so ugotovili, da se je Hannah pred sestrino poroko odločila, da bo, kot pravijo, sposodila drago obleko iz garderobe svoje delodajalke. Na Hatidžini poroki je veliko ljudi komentiralo, kako razkošna in lepa je bila Hannina obleka. Bila je, kot je dejal eden od udeležencev, kraljica večera. A s tem se stvari niso končale. Morda je Hannah nameravala obleko vrniti tja, od koder jo je vzela, in je upala, da njeno dejanje ne bo opaženo. Vendar pa so se nekaj dni kasneje, preden se je vrnila na delo, na domu družine Elias pojavili policisti in Hannah aretirali. Njena delodajalka je opazila, da obleke ni več in ugotovila, da jo je morala vzeti Hannah. To so bili časi, ko Afroameričani v Ameriki niso imeli prav dolgega sodnega postopka, če so jih sumili kaznivega dejanja proti belcu. Isti večer so Hannah hitro privedli pred sodišče in jo spoznali za krivo kraje. Obsojena je bila na 4 mesece zapora v zaporu Moja Mensing v Filadelfiji. Tam je bila zaprta v oddelku s približno 40 drugimi ženskami. Preostali del zapora so naseljevali moški, mnogi med njimi zaradi nasilnih, neizrekljivih zločinov.
Tukaj bi odslužila vseh 4 mesece svoje kazni in prav zdaj se je njeno življenje dobilo mračen preobrat. Hanina zgodnja izkušnja s kriminalom je oblikovala preostanek njenega življenja. Ko je odslužila svojo kazen in poskušala priti domov, ji oče ni dovolil več živeti z ostalo družino. Brez denarja in brez doma se je odpravila na sever v New York. Tam je hitro začela skrbeti zase na edini način, ki se ga lahko v tistem trenutku domislila. Postala je prostitutka. To je bilo 4. Tenderloin v mestu, delu New Yorka, kjer je bilo veliko hotelov in kjer so se po noči zbirale ženske lahke nravi. Za Hano začetek tukaj ni bil lahek. Leta 1885 je zanosila in na začetku leta 1886 rodila hčerko Klaro, ki jo je dala v posvojitev. Kmalu zatem je bila zaradi prostitucije privedena pred sodišče in obsojena na enomesečno zaporno kazen na otoku Roosevelt v reki East River. Hana je kmalu prišla ven in hitro postala preudarna glede tega, kako je vodila svoje zadeve. Začela je tudi trditi, da je Kubanka zaradi svoje svetlejše polti. Kmalu je Hana zaslužila dovolj, da si je lahko najela stanovanje in preživela. V tem slogu je nadaljevala še vrsto let. Postala je tako uspešna, da je začela pridobivati veliko dodatnega denarja in kupovala nepremičnine, ki jih je oddajala v najem, da bi dopolnila svoj zaslužek. Mnogo teh so bile v zgornjem Manhattnu, severno od centralnega parka, ob robu današnjega Harlema. To še ni bila afroameriška skupnost in mnoge stare newyorške družine so še vedno živele tam, kjer je bilo prvotno ustanovljeno nizozemsko naselje že v 17. stoletju. Hana je svoj čas delila med stanovanjem na Manhattnu in razkošno hišo na plaži, ki jo je imela v Far Rockawayu, blizu Atlantic Beacha na Long Islandu, vendar še vedno znotraj okrožja Queens. Do začetka 20. stoletja je živela v razkošju, obkrožena s služkinjo, butlerjem in celotnim gospodinskim osebjem. A govorice o njenem bogastvu so postajale vse glasnejše in kmalu bo resnica o njenem premoženju prerasla v enega največjih škandalov v New Yorku. Kmalu potem, ko se je leta 1885 preselila v New York, jo je obiskal John R. Platt. Takrat je bil uspešen newyorški poslovnež v svojih srednjih 60 letih. Rođen leta 1820 je zaslužil svoj denar s prodajo ploščatega stekla. Ta prvi obisk se je kmalu razvil v redno razmerje, potem ko je Platt leta 1887 ponovno naletel na Eliasa v Manhattnu. Daleč pred mobilnimi telefoni ali sodobno komunikacijo, ko so se ženske v 4. Tenderloin pogosto selile, da bi se izognile policijskim racijam, sta Hana in njen ljubimec našla skrivni način, da ostaneta v stiku, tako kot mnogi drugi. Uporabljala sta imeni Bessie in Papa, ter v rubriki z malimi oglasi v enem od newyorških časopisov objavljala šifrirana sporočila, ki so razkrivala, kje bosta vsako noč. In Hanine in Johnove noči niso bile le kratka avantura. Njuna skrivna zveza je trajala več let. John Platt je bil poročen moški in znana osebnost v New Yorku. Diskretnost je bila ključna in cenil je, da je Hana zelo skrivnostna. Platt ji je kmalu začel dajati denar in to veliko. Kasnejši zapisi kažejo, da je začel dajati med $2000 in $6000 na mesec, kar je danes enako med $70,000 in $210,000. Svetoval je tudi, naj denar uporabi za nakup nepremičnin in delnic. Ni trajalo dolgo, da je obogatela in sčasoma je postala ena najbogatejših žensk na svetu, morda celo najbogatejša temnopolta ženska v Združenih državah Amerike. Ena od Haninih prvih naložb, pri katerih jo je vodil John Platt, je bila hiša blizu njegove družinske hiše, kjer je začela oddajati sobe. Nekega večera, leta 1895, je Platt prišel na obisk. Najemnik Corneli Williams, temnopolti moški, ki je takrat tam živel, je razdraženo odprl vrata. Ko je Platt, ki se je izdajal za gospoda Greena, vprašal, ali so domači doma, mu je Williams zaloputnil vrata pred nosom. Kasneje je vprašal služabnico, kdo je bil ta moški, in povedala mu je, da je bil to gospod Green. Nekaj tednov kasneje je Elias vrgel Williamsa iz hiše. Postal je obseden z njo in izselitev ga je močno prizadela. Prepričan, da je za vse kriv skrivnostni gospod Green, je odšel besen in prisegel, da se bo maščeval. 8 let kasneje, na mrzlo novembrsko popoldne leta 1903, se je Andrew Haswell Green, tihi genij, ki stoji za Central Parkom in newyorško javno knjižnico,
vračal domov po družinskem kosilu. Ko se je približal svojim vhodnim stopnicam, ga je čakal Cornelius Williams, paranoičen, bloden in še vedno obseden. Ker je Green zamenjal za Plata, je Williams izvlekel revolver in ustrelil. Green je padel tam, kjer je stal, ne da bi vedel, da je postal tragična žrtev maščevanja, s katerim ni imel nič opraviti. Cornelius Williams je bil kasneje sojen, razglašen za neprištevnega in je preostanek življenja preživel v umobolnici. Leta 1890 se je Hannah poročila z afroameriškim železničarjem po imenu Christopher Smith, vendar je kljub tej poroki njena zveza s Platom še naprej trajala. Smith je leta 1897 končno odšel, saj je trdil, da je žena zvezo s Platom zanj nevzdržna. Da bi Smith ostal tiho, je Janez naskrivaj poravnal pravne težave v ozadju in nato Hani dal še več denarja, da bi zagotovil, da vse ostane skrito. Takrat je Platova žena že umrla in ni izgubljal časa. Hani je kupil lepo mestno hišo blizu centralnega parka, da bi jo lahko pogosteje videval. A z leti je Plat postal nemiren. Krivda, pohlep ali strah. Nekaj se je v njem izpridilo in ko je končno počil, je njuna strastna skrivna romanca izbruhnila v enega največjih škandalov, kar jih je New York kdaj videl. Za Hanin odnos s Platom danes skorajda ne bi vedeli, če ne bi bilo izjemnih dogodkov, ki so se začeli poleti leta 1904. Takrat je Plat sprožil pravni postopek proti Hani in jo obtožil, da mu je skozi leta izsilila ogromno vsoto denarja, da bi molčala o njegovem prvem obisku pri njej. Sčasoma je znesek vpletenega denarja postal osupljiv. Plat je trdil, da mu je Hannah skupaj izsilila nekaj več kot $685,000. Izračunavanje zgodovinske vrednosti denarja je lahko zapleteno, še posebej skozi daljša obdobja s spreminjajočimi se gospodarstvi. Kljub temu lahko sklepamo, da je znesek v tem primeru približno enak $30 milijonom danes. Sama višina zneska je pritegnila pozornost prebivalcev New Yorka in več mesecev so časopisi z navdušenjem poročali o vsakem preobratu v primeru. Plat je ponudil slikovit izgovor za to, kako se je prvič zapletel z Eliasom. Vztrajal je, da je ni obiskal kot prostitutko. Ne, po njegovih besedah se je vse začelo konec 80. let 19. stoletja, ko naj bi po naključju zašel v masažni salon, ki ga je vodila, in iskal le olajšanje zaradi hudega revmatizma, ne pa česa bolj intimnega. Nato je trdil, da jo je ponovno obiskal v 90. letih 19. stoletja in ji začel finančno pomagati pri ustanovitvi penziona. Potem pa je po besedah Pavla Plata postal nič hudega sluteča žrtev njene zlobe. Hannah je trdil, ga je začela izsiljevati. Če ji ne bi še naprej dajal velikih vsot denarja, bi šla k njegovi družini in trdila, da jo je že vrsto let obiskoval zaradi strastnih noči. Plat je bil pomemben član newyorške poslovne skupnosti in policija je njegove trditve vzela resno. Hannah pa ni hotela sodelovati. Ko jo je policija prvič kontaktirala, je zavrnila povabilo na zaslišanje. Nato so vdrli v njeno vrstno hišo in zasegli vse, kar so mislili, da bi lahko bilo povezano s primerom. Odvedli so jo v zapor Tombs v spodnjem Manhattanu, ki je znan kot izjemno turoben in neprijazen kraj. Hannah je preživela nekaj napetih dni za hladnimi zidovi zapora, nato pa je bila v presenetljivem preobratu nenadoma izpuščena. Preiskovalci so ugotovili, da ni bilo nobenih dokazov, ki bi podpirali njegovo trditev, da ga je Hannah izsiljevala. Kljub osupljivim zneskom se je skazalo, da je Plat denar vsako leto prostovoljno izročal. V tednih, ki so sledili, je postalo očitno, da je Plat primer sprožil brez prave vneme. Pravi pritisk je prihajal iz njegove družine. Ko so odkrili bogastvo, ki ga je naskrivaj oddal, jih je zajela panika. Tisto, za kar so mislili, da bo ogromna dediščina, je skoraj povsem izginilo in želeli so najti nekoga, ki bi ga lahko okrivili. Ko je Plat umaknil obtožbe, potem ko policija ni našla ničesar, kar bi jih podprlo, je njegova družina vzela stvari v svoje roke in Hannah tožila na civilnem sodišču, da bi dobili denar nazaj. A tako kot prej so ostali praznih rok. Do začetka leta 1905 je zgodba začela zamirati in Hannah je bila oproščena. Celoten dogodek je bil nenavaden in je pokazal rasno politiko New Yorka na začetku 20. stoletja.
Naprimer, časopisi, ki so poročali o zgodbi, so se zdeli bolj zainteresirani za Hanino rasno ozadje kot za sam primer, nekateri pa so celo prišli na idejo, da je bila tujka. Sredina 20. stoletja je bila vrhunec evropskega priseljevanja v New York. Senzacionalistični naslovi o tuji prostitutki, ki je ogoljufala nebogljenega 80-letnega moškega, pa so se razširili kot požar. Škandal je razkril globoke strahove in sumničenja mesta glede naraščajočega vala prišlekov, ki so pretresali njihov svet. Hana je ostala v New Yorku še mnogo let. Živela je od najemnin številnih nepremičnin, ki jih je imela v Harlemu, in se sčasoma tudi sama preselila v severni Manhattan, kjer je lahko živela z večjo anonimnostjo po nezaželeni slavi, ki jo je pridobila leta 1904. Platt je umrl leta 1908 in za seboj pustil zapuščino, ocenjeno na $10,000, kar bi danes znašalo približno $350,000, kar je skromna vsota v primerjavi z njegovo nekoč veliko bogastvo. Ni presenetljivo, da Hana ni dobila ničesar. Prav tako se ni udeležila pogreba. V 10 letih 20. stoletja je sodelovala pri različnih zemljiških poslih v Harlemu, saj se je soseska začela razvijati kot zatočišče za premožne Afroameričane v obdobju pred harlemsko renesanso v 20 letih. Hana pa ni veliko videla tega razcveta afroameriške kulture v tej regiji. Leta 1923 se je, izčrpana zaradi svojega dolgotrajnega slovesa v New Yorku in morda tudi zato, da bi se izognila več tožbam zaradi svoje dvomljive finančne preteklosti, odločila, da popolnoma odide. Ona in njen butler, Japonec po imenu Kato, sta se vkrcala na ladjo za Evropo in se nikoli več nista vrnila. Hana se je nato naselila v Franciji. Kaj se je zgodilo potem, je vir mitov. Ena zgodba pravi, da je umrla v Parizu, druga trdi, da je umrla v razkošju na francoski rivieri v poznih 1920-ih. To je bil barvit konec barvitega življenja. Bil je lep oktobrski popoldan leta 1781. Hladen jesenski vetrič je pihal skozi Yorktown v Virginiji, ko se je vrsta britanskih vojakov pomikala na ravno polje severno od mesta. Nasproti njih je stala vrsta ameriških vojakov, znan prizor za mnoge, ki so bili zadnjih 6 let v vojni na tej celini. A vendar možje v uniformah niso bili tam, da bi se borili. Bili so tam zaradi ceremonije in vojaške diplomacije. Bili so tam, da bi zaznamovali predajo, ki bi pomenila začetek konca vojne za neodvisnost. Na njihovi desni je stala skupina Francozov, častnikov pod belo-zlatim praporom družine Bourbon, skupaj z markizom de Lafayettom, francoskim generalom, katerega izjemnost je prenesla koristi mladi kontinentalni vojski. Na njihovi levi so stale zmagovite sile te celinske vojske, ki jih je vodil neustrašni Benjamin Lincoln, katerega bratranec Abraham bo nekega dne vodil svojo ameriško zmago v državljanski vojni. Britanski redni vojaki, ki jih je brez dvoma bilo sram zaradi tega dogodka, so bili dodatno ponižani zaradi očitne odsotnosti v svojih vrstah. Britanski general Charles Cornwallis, ki je simuliral bolezen, čeprav so mnogi sumili precej bolj strahopetne motive, je zavrnil prihod v Yorktown, da bi predal svoj meč in priznal poraz kralja Jurija na bojišču. Niti Cornwallis, niti George Washington nista aktivno sodelovala pri predaji, ki bi tlakovala pot k mirnemu zaključku vojne. Na ameriški strani pa je v družbi najvišjih častnikov vojne za neodvisnost, kot sta Lafayette in Washington, stal obraz, ki bi bil mnogim navzočim britanskim rednim vojakom presenetljivo znan. To ni bil tipičen bled obraz celinskega vojaka, ki so ga iz življenja na kmetiji ali v obrti poklicali, da bi prijel za orožje za svobodo. To je bil obraz temnopoltega moškega Jamesa Armisteda, služabnika in dvojnega agenta kontinentalne vojske. Medtem ko se nekateri v novi državi niso mogli niti strinjati glede njegove človeškosti, je James odigral ključno vlogo pri predaji imperija in pri ameriški revoluciji kot celoti. Presenečenje britanskih rednih vojakov tistega dne ni bilo nič v primerjavi s šokom, ki bi ga general Cornwallis doživel, ko je nekaj časa kasneje obiskal Yorktown. Zadnjih nekaj let je verjel, da je James njegov zaupanja vreden služabnik, zadolžen za infiltracijo v kontinentalno vojsko in posredovanje informacij britanskemu poveljstvu. Daleč od tega, James je že leta deloval kot vohun za kontinentalno vojsko in popolno odigral svojo vlogo enega najučinkovitejših in najnevarnejših ameriških vohunov. Vse informacije, ki jih je Cornwallis skozi leta dobil od Jamesa, so bile laži.
pravzaprav skoraj nič, v kar je britanska vojska verjela glede Jamesa, ni bilo res. Njegova zgodba ni bila zgodba o zvestobi imperiju, temveč o letih, preživetih pod krinko za ameriške revolucionarje. Letih, ki so prinesla ključne koristi upornikom, ki jih je Cornwallis tako preziral. V obdobju, ko so se usode narodov spreminjale zaradi velikih vojaških manevrov, bojev na življenje in smrt ter nasprotujočih si osebnosti kraljev in generalov, poskus mogočnega britanskega imperija, da bi zadušil upor v Severni Ameriki, je deloma propadel zaradi moža, ki so ga imeli za nevidnega. Le malo Američanov danes pozna Jamesa Armisteda Lafayetta, kaj šele kaj več o njem. Če pogledamo njegovo ozadje, nihče ne bi mogel predvideti veličine junaškega popotovanja, v katero se je spremenilo njegovo življenje. V resnici pa je zgodba Jamesa izjemno pomembna. Ne le zaradi njegovega položaja, kot enega izmed mnogih pozabljenih junakov ameriške revolucije, temveč tudi zaradi številnih preobratov v njegovem življenju, ki so v nasprotju z našimi sodobnimi občutki glede rasnih odnosov in interakcije med zatiravcem in zatiranim. James je bil človek rojen v suženjstvo, ki je delal za narod, ki ga je zatiral, in je izkoristil svojo raso, da je zagotovil propad imperija, ki bi mu, čeprav je bil sovražen, v zameno za poslušnost ponudil svobodo. In vendar je bil človek, ki je na koncu svojega življenja tudi sam imel sužnje. Upreti se moramo skušnjavi, da bi zgodbo Jamesa gledali skozi številne perspektive 21. stoletja in se namesto tega vrniti v 18. stoletje. In preučiti njegovo življenje takšno, kot je v resnici bilo, da bi ga razumeli kot resničnega človeka, namesto zgolj kot simbol vprašanj in sporov, ki se jih njegova zgodba dotika. V času, ko so vprašanja rase in politike pogosto povezana s skepticizmom do ameriškega eksperimenta, v Jamesovi zgodbi lahko najdemo osupljiv primer nekoga, ki bi glede na večino svojih življenjskih izkušenj moral imeti malo dobrega povedati o Ameriki. In kljub temu bi postal eden njenih najpogumnejših zagovornikov. Tudi modri bralec ne bi pripisoval posebnega pomena mlademu sužnju, ki je odraščal na plantaži svojega gospodarja v okrožju New Kent v jugovzhodni Virginiji, med Williamsburgom in Richmondom. Rožen sredi 18. stoletja ocene njegovega rojstva segajo med letoma 1748 in 1760. Poreklo Jamesa ni bilo znano. In njegova prihodnost bi verjetno ostala prav tako neznana, če ne bi bilo radovednega moža, ki mu je večji del življenja služil, Williama Armisteda. Armisted je imel v lasti več 10 sužnjev, mnoge med njimi tudi Jamesa, je podedoval od svojega očeta, polkovnika Johna Armisteda. William je bil zagrizen domoljub, ki je del svojega zaslužka ustvaril s prodajo živine in zalog strankam, med katerimi je bila tudi kontinentalna vojska. Tudi on je odraščal skupaj z Jamesom, saj se je rodil leta 1751 in oba sta prijela podobno izobrazbo. Verjetno sta se učila drug ob drugem v gospodinjstvu polkovnika, kot je bil običaj v tistem času. Medtem ko je bilo izobraževanje sužnjev prepovedano v državah, kot sta Karolini, je bilo v Virginiji dovoljeno. Jamesa so naučili brati in pisati tako v francoščini kot v angleščini. Čeprav je bilo njegovo izobraževanje morda kapitalistični izračun, namenjen predvsem povečanju Jamesove vrednosti za gospodarstvo njegovega gospodarja, mu je to izobraževanje služilo na načine, ki jih niti on, niti njegov novi gospodar William takrat nista mogla predvideti. Britansko cesarstvo, čeprav morda ni dosegalo sodobnih standardov razsvetljenstva glede rasnih odnosov, ni bilo nevedno o ameriškem boju z institucijo suženjstva in o tem, kako so se ti boji prepletali s prizadevanji mlade države za neodvisnost. Bodisi s prebrisano zasnovano potezo, da bi ameriške sužnje obrnili proti njihovim gospodarjem, ali pa preprosto zaradi želje po povečanju števila ljudi, kraljevi guverner Virginije, Lord Dunmore, je leta 1775 izdal razglas, da bo vsakemu sužnju, ki se je pripravljen pridružiti britanski vojski, podeljena svoboda. V zameno za to zvestobo, kot suženj, ki ni imel le domoljubnega gospodarja, ampak tudi mlado družino, bi James s pridružitvijo britanski vojski ogrozil svojo prihodnost, da ne omenjamo žene in otrok, ki bi jih dejansko zapustil. Vendar je hitro naraščajoči ameriški zanos za neodvisnost hitro kazal tako mlademu sužnju kot njegovemu mlademu gospodarju, da Jamesovo življenje verjetno ne bo omejeno le na vlogo služabnika.
Vojna v kolonijah je ustvarila številna nepričakovana zavezništva med ameriškimi domoljubi in tistimi po vsem svetu, ki so gojili simpatije do revolucije in delili sovraštvo do britanskih zatirancev kolonistov. Markiz de Lafayette je bil eden takšnih zaveznikov. Bil je francoski plemič in vojaški poveljnik, ki se je prostovoljno pridružil ameriški strani pod poveljstvom Georgea Washingtona. Čeprav je bilo Lafayettovo občudovanje Washingtona znano, je imel še en vir zvestobe, ki ga je povezoval s patrioti. Gnusil se je suženjstva, svojo zavezanost pa je zagovarjal z vero v naravno pravo in pravice človeške osebe. In prav ta zavezanost ga je kasneje pripeljala do ključne vloge pri pisanju deklaracije o pravicah človeka in francoski revoluciji. Prepričanja markiza so ga prav tako pripeljala do nepričakovanega partnerstva z Jamesom Armistedom, ko se je pridružil celinski vojski pod poveljstvom markiza. To partnerstvo je hitro preraslo pravo prijateljstvo in markizovo občudovanje Jamesove inteligence ter prebrisanosti se je spremenilo v željo, da bi mladi suženj postal svoboden človek. Toda pot do svobode je bila dolga in vodila je skozi vojno, v kateri zmaga nikakor ni bila zagotovljena. Markiz je spoznal, da so Jamesove spretnosti in bistroumnost zapravljene na njegovem položaju navadnega vojaka. Zato mu je ponudil nekaj drugega, veliko vohunjenje. Predlagal je, da James izkoristi željo imperija po novačenju sužnjev za topovsko hrano, se izmuzne z ameriške fronte in se infiltrira v britansko vojsko, pridobi čim več obveščevalnih podatkov in jih posreduje celinski vojski. Za mladega Jamesa je bila to zelo tvegana operacija. Kazen za ujete vohune je bila smrt. James ni smel imeti nobenih dokumentov, ki bi dokazovali njegovo pravo identiteto, kar ga je bolje ščitilo pred razkritjem, a mu ni pustilo nobene možnosti, da bi povedal resnico, če bi ga zasliševali. Britanska vojska med celotno revolucionarno vojno ni bila znana po svoji človečnosti. Mnogi redni vojaki so zaradi nečloveškega ravnanja dezertirali in zamenjali zvestobo, da bi se borili skupaj z raznoliko skupino kmetov, mlinarjev in meščanov, ki so večinoma sestavljali vojake celinske vojske. Če je bilo cesarstvo tako neusmiljeno do lastnih vojakov, je bila možnost, da bi prizanesljivo gledali na dvojnega agenta, še posebej temnopoltega moškega, manjša od nič. James je sprejel ponudbo markiza. Lahko bi se odločil, da prebegne k britanski vojski, ko bi bil na varnem, skušnjava, ki mu je zagotovo glodala vest vsakič, ko je slišal omembo ponudbe cesarstva, da sužnjem, ki prebegnejo, podeli svobodo. In suženj, kot je James, je težko gledal na ameriške kolonije in njihovo na novo sprejeto deklaracijo o neodvisnosti s povsem svetlimi očmi. Kako bi se James lahko odločil služiti ljudem, ki so svojo zavezanost svobodi in neodtujljivim pravicam izrazili z drzno potezo peresa? Hkrati pa so ohranjali sistem suženjstva, ki ni zasužnjeval le njega, temveč tudi njegovo ženo in majhne otroke, ter jih držal v nečloveškem stanju suženjstva. James se je soočil z izbiro: služiti Britancem in sprejeti zagotovilo svobode, ki je bilo v celoti odvisno od brezpogojne pokorščine kroni, ali pa služiti Ameriki brez zagotovila svobode. Njihova filozofska zavezanost se je zdela kruto spregledati njegovo lastno stisko kot temnopoltega moškega. Vendar omahovanje ali skrivanje v tihi strahopetnosti neukrepanja ni bil način Jamesa. Kot je on videl, je imel nalogo, ki jo je moral opraviti, in če tudi britanska krona ali celinska vojska nista bili povsem vredni zaupanja, njegov prijatelj, markiz de Lafayette, je bil. Odločil se je zaupati Lafayettu in marca 1781 postal najnovejši dvojni agent ameriške revolucije. Morda ironično je bila Jamesova prva naloga, da se z lažmi prikupi zaupanju drugih. Prečkal je sovražno linijo in se izdajal za pobeglega sužnja, da bi pridobil vstop v britanski tabor. Ali so redni vojaki, ki so prvič srečali Jamesa, gojili kakšne sume? Brez dvoma jih je veliko. A vendar je imperij potreboval može in kraljevi guvernerjev jamstvo o osvoboditvi je verjetno mnoge britanske generale prepričalo, da so zavrnili možnost, da bi črni suženj delal za upor. Poleg tega so okoliščine vojne naredile Jamesa preveč dragocenega, da bi ga zavrnili. Za Britance je bil James v mnogih pogledih idealno sredstvo. Njegovo življenje v Virginiji mu je dalo skoraj enciklopedično znanje o terenu in poteh okoli Williamsburga in Richmonda. To je bila ključna lastnost za imperij, ki se je trudil boriti proti gverilski sili,
ki je branila domovino, ki jo je zelo dobro poznala. Po mnenju kraljevih generalov je bil James manjkajoči člen. Ni bil le zanesljiv vir informacij za izvajanje manevrov in usklajevanje premikov čet, ampak ga je njegovo ozadje izobraženega in pismenega sužnja naredilo za idealnega kandidata za vohunjenje. V potezi, ki je Jamesa zagotovo večkrat nasmejala na samem, so ga Britanci poslali, naj se infiltrira v ameriški tabor in pridobi ključne podatke o ameriških premikih, oskrbovalnih linijah in prihodnjih vojaških načrtih. James je izpeljal popolno prevaro. Kot izobražen suženj je bil James primer tistega, kar so mnogi v uglajeni družbi imeli za nevidne ljudi. Zasužnjeni moški in ženske, ki so stregli hrano, prenašali sporočila in se udeleževali ameriških in britanskih srečanj, ne da bi kdo zares pomislil na njihovo stalno prisotnost. Na mnoge načine so bili prav ti ljudje tisti, ki so imeli najbolj natančno predstavo o tem, kje so bile v resnici najpomembnejše informacije na takih srečanjih. James bi se udeleževal britanskih srečanj z odprtimi očmi in ušesi, ter skrbno beležil informacije, ki jih je bilo vredno prenesti nazaj do domoljubnih vrst. Ko ga je imperij poslal nazaj v ameriški tabor, v prepričanju, da dela kot vohun, kar je v resnici tudi bil, vse, kar je izvedel, bi sporočil markizu in drugim častnikom, ti pa bi mu nato dali napačne informacije, o katerih naj bi poročal kroni. Daleč od tega, da bi bil služabnik, kot je bil v prejšnjem življenju pri Williamu Armisteadu, je Jamesova spretnost povzročila, da ni več nosil vode in opravljal preprostih nalog, temveč je postal kurir za britansko vojaško elito, predvsem za Benedikta Arnolda in samega generala Charlesa Cornwallisa. Cornwallis, britanski aristokrat, ki se je pridružil vojski njegovega veličanstva med 7-letno vojno leta 1757, je bil ena ključnih osebnosti britanske kampanje v Severni Ameriki. Potem, ko je krono popeljal do odločilne zmage nad patriotskimi silami v bitki pri Camdenu, je Cornwallisovo ozadje v angleškem višjem sloju povzročilo, da je imel za tisti čas značilno mnenje o ločevanju ras, kar se je izkazalo za odločilno tudi v njegovi povojni karieri kot general sil imperija v Indiji. Cornwallisova prepričanja o rasni ločenosti so ga naredila lahkotno tarčo za črnega vohuna, kot je bil James. Ne bi imel nobenih težav s prakticiranjem umetnosti nevidnega človeka okoli generala, ki tistih s takšno barvo kože skorajda ni imel za vredne kakršnekoli pozornosti. Na mnogo načinov je bila Jamesova domnevna nevidnost tisto, kar mu je omogočilo tolikšen uspeh. In ta uspeh ni bil omejen zgolj na gradnjo njegovega osebnega slovesa kot izkušenega vohuna. Jamesovo delo je neposredno prineslo kontinentalni vojski morda njeno najpomembnejšo veliko zmago na vojaškem področju, zmago nad britansko vojsko pri Yorktownu. Skrbno izvedbo ciljenega vohunjenja je James odkril neprecenljive informacije, ki jih je prenesel nazaj do domoljubnih vrst. Avgusta 1871 je James odkril, da Cornwallisove čete načrtujejo premik iz Portsmoutha v bližnji Yorktown. Premik, za katerega je general verjel, da bo rednim enotam omogočil prejem okrepitvenih sil in zalog prek oskrbovalnih linij, ki potekajo skozi bližnji zaliv Chesapeake. General je verjetno zaupal v upanje na tajnost, skupaj z okrepitvami vzdolž ameriške vzhodne obale, da bi omogočil izvedbo manevra. Ob majhnem nasprotovanju upornikov, lažno upanje, ki ga je James vztrajno vzdrževal v Cornwallisovih mislih. V svoji samozavesti, tako kot je storil že neštetokrat prej, Cornwallis ni posvečal pozornosti nevidnemu človeku v prostoru. James je informacijo o premiku v Yorktown posredoval markizu. Nato je francoska mornarica blokirala Chesapeake in tako prekinila vsako upanje, da bi Britanci prejeli pomoč po morju. Ko so Francozi napadli oskrbovalno linijo baze, je celinska vojska napadla položaj Cornwallisa na polotoku Yorktown. Po kopenskih poteh so izkopali jarke manj kot 1000 jardov od britanskih linij in sprožili silovite topniške napade. Skupaj z več kopenskimi napadi pod poveljstvom markiza de Lafayetta in mladega domoljubnega polkovnika po imenu Alexander Hamilton. Obleganje Yorktowna, ki se je začelo 9. oktobra, je rednim enotam onemogočilo manevriranje v ugodnejše položaje ali prejemanje okrepitve iz New Yorka. Cornwallis je kapituliral manj kot mesec dni kasneje, čeprav ga je njegova aristokratska ponosnost pripeljala do tega, da je na uradno slovesnost predaje poslal pooblaščenca.
Operacija pri Yorktownu je bila ključni preobrat, ki ga je celinska vojska potrebovala za zaključek vojne. S predajo Cornwallisa in izgubo tretjine svojih sil je krona izgubila voljo do boja. Vojna se je uradno končala s pariškim mirom leta 1783. Vendar pa je morda le malo tistih, ki so podpisali pogodbo, ali celo tistih, ki so sodelovali v bitki pri Yorktownu, razumelo, kakšno vlogo je imel posamezen temnopolti suženj pri doseganju zmage za Washingtonovo vojsko tistega oktobra. Brez izdanih obveščevalnih podatkov, ki jih je zagotovil James, bi priložnost, da ujamejo britanske sile v Yorktownu, patriotom zlahka ušla iz rok. In tako je suženjeva mojstrska vohunska dejavnost omogočila francoski mornarici, da je pravočasno preprečila prihod okrepitvenih sil britanske krone. Cornwallis verjetno nikoli ni izvedel, v kolikšni meri je njegov služabnik pripomogel k njegovemu ponižujočemu porazu v Virginiji. Čeprav zapisi omenjajo primer, ko je Cornwallis srečal Jamesa v ameriški uniformi med obiskom pri Markizu, da bi dogovorili pogoje predaje, generala bi se pošalil. Ti prevarant, ves ta čas si me vlekel za nos. James, rojen v suženjstvu, obdarjen z neuklonljivo voljo ter izjemno bistrostjo in inteligenco, je uspešno pretental enega najvidnejših generalov najmočnejše vojske na svetu. Prav ta lastnost je pripeljala Markiza do tega, da je zaupal Jamesu pred vsemi tistimi leti, ko je bil še malo več kot izobražen suženj in služabnik. Zdaj je bil ameriški junak, ki je častno služil svoji domovini, prevzel več kot svoj delež nevarnosti in postal doživljenjski prijatelj enemu najpomembnejših oseb v ameriški revoluciji. Čeprav ni dvoma, da je resničnost rasne razdeljenosti in politike tistega časa močno pritiskala na vohunova ramena, je James v tem, kar bi mnogi imeli za veliko breme, videl priložnost. Rasno-ločevalska in supremasistična prepričanja, ki so jih imeli številni britanski aristokrati in prav tako mnogi ameriški kolonisti, so bila predmet komentarjev in skrbi mnogih v tistem času, še posebej tistih, ki so kritizirali institucijo suženjstva. Vendar sta bila potrebna ljudje dejanj, kot sta James in Markiz de Lafayette, da sta spoznala, da je bila razvrednotena retorika najvišjih predstavnikov krone neprecenljiv vir prednosti za celinsko vojsko. James, poleg tega, da ni nosil nobenih identifikacijskih dokumentov, skoraj nikoli ni nosil pištole, saj je menil, da bi nevarnost, da ga ujamejo oboroženega pod pretvezo služabnika, vzbudila sum. Skoraj vedno je deloval v preobleki služabnika, razen v trenutkih, ko je bil med ameriškimi vrstami, kot na primer ob srečanju s Cornwallisom. Kljub temu so rezultati njegovega dela, če gledamo v kontekstu zagona revolucionarne vojne, po pomembnosti takoj za najvidnejšimi dejanji Paula Reverja, Samuela Adamsa in Johna Hancocka. V svetu mislecev, ki so svoje bitke bojevali z besedami, deklaracijami in veličastnimi govori, je bil James Armistead drugačen mislec. Brez njegove posebne vrste premišljenega, preudarnega in odločnega delovanja, retorične in politične ambicije njegovih bolj znanih sodobnikov nikoli ne bi uspele. Kaj se je torej zgodilo z njim po koncu revolucionarne vojne? Morda mislite, da je bil James, ko je zapustil celinsko vojsko, junak nove države in da se je zagotovo upokojil ter užival zasluženo svobodno življenje? Na vse zadnje je tvegal vse za svojo državo. Po vseh razumnih merilih si ni zaslužil le svobode, temveč tudi hvaležnost naroda, za katerega svobodo se je leta neprestano trudil. In verjetno bi njegov gospodar, William Armistead, osvobodil Jamesa, če bi bilo to v njegovi moči. A žalostna resnica je, da ni bilo. Jamesa ni bilo mogoče osvoboditi in je ostal suženj še več let. Razlog za to žalostno stanje, kot je pogosto tako, takrat kot danes v primerih človeške bede, je tičal v vladni regulaciji. Od leta 1723 je v Virginiji veljal zakon, po katerem lastniki sužnjev niso imeli možnosti, da bi preprosto osvobodili svoje sužnje. Takšna svoboda, kot je pisalo v zakonu, ni smela biti podeljena pod nobenim izgovorom, razen za posebne zasluge, ki jih je moral presoditi in dovoliti guverner in svet.
Leta 1782 je Virginija sprejela zakonodajo, ki je dovoljevala svobodo temnopoltim sužnjem, ki so služili kot vojaki v revoluciji, saj je vojaška služba veljala za dovolj zaslužno, da si posameznik pridobi pravico do lastne osebe. A do zakona je bil premagan s črko zakona. James ni bil vojak. Čeprav je služil v kontinentalni vojski, je bil vohun, ki nikoli ni nosil pištole in skoraj nikoli ni nosil uniforme, iz očitnih razlogov. Najbolj razjezilo pa je to, da je prevladala črka zakona. Tako o Jamesovi usodi ni odločal domoljub William Armistead, temveč dolgotrajni birokratski manevri zakonodajnega telesa Zvezne države Virginije, ki so odločali, ali vohun, ki je pomagal rešiti ameriško revolucijo, izpolnjuje pogoje za podelitev svobode. Postopek je trajal dolgih 5 let, v katerih je James še naprej služil Williamu v svoji prejšnji vlogi služabnika. Ta preizkušnja je brez dvoma zlomila srce tako gospodarju kot sužnju, vsak dan, ko je James ostal brez svobode. Čeprav je veliko sužnjev v poznem 18. stoletju ostalo leta v suženjstvu zaradi trme krutih gospodarjev, ki niso želeli izgubiti vrednosti njihovega dela. William je aktivno pozival zakonodajno skupščino Virginije naj osvobodi Jamesa in podprl njegovo željo po svobodi. Kljub temu, da je bil William sam član predstavniškega doma Virginije v delu obdobja Jamesovega suženjstva, napredek ni bil dosežen. Birokratska miselnost ni zagotovila osvoboditve njegovega domoljubnega junaka, temveč je ustvarila situacijo, v kateri je gospodar želel osvoboditi svojega sužnja, a mu je država sporočila, da takšna izjema ni mogoča. Vendar pa je, kot se je tolikokrat zgodilo v Jamesovem življenju, upanje znova vzklilo iz povsem drugega kraja. Markiz de Lafayette, verjetno edini izmed Jamesovih zaveznikov, katerega vpliv je bil dovolj velik, da je spodbudil zakonodajno telo k ukrepanju, je bil ogorčen. Njegovo sovraštvo do institucije suženjstva je bilo še dodatno podžgano z vedenjem, da novo osvobojena ameriška vlada ni bila pripravljena razširiti te svobode na človeka, ki ga je imel za borca in prijatelja. V zapisku iz leta 1784 je markiz predstavil zakonodajnemu telesu razloge za osvoboditev svojega prijatelja. S tem potrjujem, da je nosilec tega pisma z imenom James opravil bistvene usluge zame, medtem ko sem imel čast uveljavati v njegovi državi. Njegove informacije iz sovražnikovega tabora so bile skrbno zbrane in zvesto predane. Popolnoma se je izkazal pri nekaterih pomembnih nalogah, ki sem mu jih zaupal, in se mi zdi upravičen do vsake nagrade, ki mu jo njegov položaj lahko omogoča. Priznanje generala tako visokega ranga je pospešilo postopek, ki bi se sicer lahko vlekel do konca Jamesovega življenja. Januarja 1787 je guverner Virginije podpisal peticijo, ki je Jamesu zagotavljala svobodo. Zakonodajno telo je Williamu Armisteadu izplačalo 250 britanskih funtov kot odškodnino za izgubo njegovega sužnja, kar bi danes znašalo več kot $20,000. Po desetletjih preživetih v suženjstvu, vključno s številnimi leti kot mož in oče, ter nekaj leti kot domoljubni operativec za sovražnikovimi linijami, kjer je vsak dan tvegal smrt, je bil James Armistead resnično in končno svoboden. Armistead se je naselil v vzhodni Virginiji na kmetiji poleg Williama Armisteada v New Kentu. Naslednja 4 desetletja je živel srečno življenje z ženo in otroki, ter je, kljub svoji preteklosti, postal lastnik več sužnjev. Čeprav je bilo življenje na kmetiji v Virginiji nedvomno manj vznemirljivo kot navdušujoče delo dvojnega agenta, v imenu uporniškega naroda v vojni, James nikoli ni pozabil svoje preteklosti in vloge, ki jo je odigral pri zagotavljanju ameriške neodvisnosti. Leta 1824 se je ponovno srečal s svojim bratom iz revolucionarne vojne, markizom de Lafayettom, ko je general obiskal Yorktown med turnejo po Združenih državah. Jamesa je še posebej navdihnila prijaznost, ki mu jo je kot mlademu moškemu izkazal markiz. Njegovo mojstrsko vodstvo med revolucijo in neomajno predanost zagotavljanju prijateljeve svobode po vojni, da je v čast francoskemu generalu prevzel ime Lafayette. James Armistead Lafayette, kot je postal znan s polnim imenom, je preostanek svojih dni preživel v relativnem miru in blaginji. Živel je od pokojnine, ki jo je zaslužil svojo vojaško službo, in postal premožen posestnik v regiji, ter si pridobil kmetijo s 40 akri,
ki so jo osvobojeni sužnji v naslednjih desetletjih videli kot znak pravega finančnega uspeha. Leta 1832 je James umrl, obkrožen s svojimi najdražjimi, star 72 let. Kljub več zgodovinskim obeležjem, ki obeležujejo njegovo življenje in služenje, njegov končni počivališče ostaja neznano še danes. Nekateri bi bili morda nagnjeni k temu, da zavrnejo številne Jamesove izjave o poti svobode, glede na njegovo kasnejšo odločitev, da ima sužnje, tako kot to počnejo pri Washingtonu in drugih iz revolucionarne dobe. Za nekoga kot je James, ki je pretrpel neizmerni rasizem in borbo v svojem boju za mlado državo, pa je kljub vsemu vztrajal in si na koncu priboril svobodo, da bi na to imel sužnje. Mnogi sodobni poslušalci bi to vzeli kot pokazatelj, da preprosto ni bil tako moralen, kot se je zdel, ali kot je bilo že trdil. To bi bila napaka. Če pogledamo bistvo njegovega življenja in dosežkov, življenje Jamesa v resnici predstavlja veliko bolj verjetno in bolj neprijetno moralno resničnost. Če sta moška njegovega in Washingtonovega kova ter moralnega značaja imela v lasti sužnje, je to veliko bolj verjetno. To je pokazatelj, da tudi najbolj moralne osebnosti iz preteklosti naroda niso mogli popolnoma preseči svojih kulturnih predsodkov in slepih peg. In pokazatelj, da če jim to ni uspelo, bi se morali tej resničnosti približati ne z zaničevanjem, ampak s ponižnostjo, da spoznamo, da ima tudi naša sodobna, domnevno presežna morala lahko podobne slepe pege. Zgodba ameriške revolucije je poleg tega, da je bila prelomnica v zgodovini, ki je oblikovala politične in filozofske temelje Združenih držav Amerike. Je tudi zgodba, ki v sebi skriva tisoče manjših, pogosto pozabljenih zgodb o junaštvu, iznajdljivosti in izjemnem moralnem pogumu večinoma običajnih ljudi. James Armistead Lafayette je le ena od teh zgodb. Rožen v svetu predsodkov, suženjstva in rasnega sovraštva, je James nenehno sprejemal odločitev, da bo možnosti, ki so bile proti njemu, videl kot priložnosti, ne kot ovire. Njegova odločitev, da se pridruži celinski vojski, ki se danes zdi očitna in junaška izbira, je bila v resnici lahko povsem drugačna. Markiz mu nikoli ni obljubil svobode v zameno za njegovo zvesto služenje. James je moral zaupati previdnosti in svojemu prijateljstvu z Markizom, da se bo na koncu vse išlo pravično. Prav to zaupanje, skupaj z njegovo neomajno predanostjo svobodi, je Jamesa pognalo v kariero, o kateri bi večina rojenih v njegovi državi lahko le sanjala. Njegova zgodba o uspehu sredi suženjstva in njegova volja, da premaga številne ovire na svoj poti, poosebljata duh revolucije, ki jo je pomagal rešiti. James ni bil državnik, govorec ali filozof. Za seboj je pustil malo zapisov, razen svoje lastne prošnje za osvoboditev. Vendar njegov pečat niso bili ognjeviti govori, temveč doseženi cilji in zvesto izpolnjevanje dolžnosti za napredek ameriške neodvisnosti, z vsakim obveščevalnim poročilom in vohunsko nalogo, ki jo je opravil. Njegov prijatelj, Markiz de Lafayette, je nekoč dejal, da še nikoli ni videl tako izjemnega človeka, kot je bil general Washington po bitki pri Monmoutu. Vendar bi, če bi ga vprašali, brez dvoma priznal, da se odsev te veličine na podoben način najde tudi na obrazu njegovega prijatelja, osvobojenega sužnja in dvojnega agenta iz Virginije, Jamesa Armisteada Lafayetta. Rođena v zloglasni italijanski družini je bila Giulia de Medici nezakonska hči prvega florentinskega vojvode. Mnogi so ugibali, da je bila vojvodova mati severnoafriškega rodu, kar je pomenilo, da je imela Giulia enako dediščino. Kljub temu so vsi znaki kazali, da bo odraščala kot princesa. Toda leta 1537 se je vse spremenilo. Giulia Romola di Alessandro de Medici se je rodila nekje leta 1535 v mestu Firence. Bila je hči Alessandra de Medici, vojvode Firenc, moža mešanega porekla in verjetno prvega temnopoltega vladarja v renesančni Evropi, kot boste videli. Od trenutka svojega rojstva je bilo Julijino življenje prepleteno s skrivnostmi, politiko in močjo. Da bi bolje razumeli njeno zgodbo, moramo pogledati njeno poreklo in prednike. Julija je izhajala iz mogočne družine Medici, ki je začela v regiji Mugello v Toskani. Svoje bogastvo so si ustvarili s trgovino in kasneje ustanovili banko Medici, ki je bila v 15. stoletju največja banka v Evropi.
To neverjetno bogastvo jim je pomagalo priti na oblast v Firencah, še posebej pod Cosimo Medici in njegovim vnukom Lorencom Veličastnim. Kljub temu so bili še vedno le državljani po imenu, a vse to se je spremenilo leta 1532. Giuliegin oče, Aleksander Medici, se je rodil v Firencah leta 1510. Uradni zapisi kot njegovega očeta navajajo Lorenza di Piera Medici, vojvodo Urbina, kar ga neposredno povezuje z glavno vejo rodbine Medici. Vendar pa številni zgodovinarji trdijo, da je bil Aleksander v resnici nezakonski sin Giulia Medici, ki je kasneje postal papež Klemen VII. Njegova mati je bila Simonetta da Collavecchio, ženska, za katero verjamejo, da je bila služkinja v hiši Medici, kar je vodilo do občasnih žaljivk, saj so ga ljudje posmehljivo imenovali Aleksander Collavecchio. Aleksander je bil znan tudi kot Il Moro oziroma Maurec zaradi svoje izrazito temne poti, kar je povzročilo ugibanja, da je bila Simonetta Afričanka ali pa je imela močne afriške korenine. Francoski avtor Jean Nestor je celo trdil v knjigi iz leta 1560, da je bila Aleksandrova mati mavrska sužnja, čeprav to ostaja nedokazano in je predmet razprav. Resnica o Aleksandrovem rojstvu bo morda zavedno ostala skrivnost, a eno je bilo jasno. Julij de Medici, bodoči papež Klemen VII, ga je obravnaval kot sina. Ker ga je Julij zasipal s podporo in ga nenavadno zaščitniško varoval, je njegovo favoriziranje le še podžgalo govorice, ki so krožile po Firencah. Prejel je privilegirano izobrazbo, bil izurjen v umetnosti diplomacije in vojskovanja ter živel med florentinsko elito. Tako je bil kljub svoji nezakonskosti deležen naklonjenosti in pripravljen na vodstvo. In ko je moč Giulia rasla, še posebej potem, ko je postal papež, je rasel tudi Alessandrov položaj. Leta 1527 je med vojno lige v Konjaku velik upor pregnal družino Medici iz Firenc. Alessandro je pobegnil iz mesta in več let živel v izgnanstvu. Toda leta 1529 je papež Klemen VII dosegel dogovor z cesarjem Karlom V, da ponovno vzpostavita oblast Medičejcev. Po 10-mesečnem obleganju je Firence padla in do leta 1531 so se Medičejci vrnili na oblast, tokrat kot pravi vladarji. Alessandro je bil imenovan za vodjo firenške države, leta 1532 pa je bil njegov položaj uradno potrjen. Postal je prvi dedni vojvoda mesta po novi ustavi in si tako utrdil oblast. Alessandrov vzpon je pomenil konec Firenške republike in začetek vladavine dinastije Medici. Kot vojvoda je imel mešano sloves. Podporniki so ga videli kot zaščitnika revnih, ki ga vodita zdrava pamet in močan občutek za pravičnost, a njegovi kritiki, zlasti tisti, ki so bili izgnani po obleganju leta 1530, so ga prikazovali v precej temnejši luči. Označevali so ga za tiranskega, nesposobnega in moralno pokvarjenega, ki je živel razkošno in razuzdano življenje z mnogimi ljubimkami. Ena od teh ljubimk je bila Taddea Malaspina, plemkinja iz veje Massa starodavne družine Malaspina. Iz te zveze sta se rodila dva otroka, Giulio, rojen leta 1532, in Giulia, rojena leta 1535, kot je bilo že prej omenjeno. V tem času sta dojenčka živela s svojo materjo, zanjo pa je skrbelo številno osebje in uživala sta vse razkošje, ki ga prinaša status vojvodovih otrok. Čeprav sta bila oba nezakonska in nista imela uradnih naslovov, ju je Alessandro priznal in poskrbel, da jima ni ničesar manjkalo. Navsezadnje sta bila Medičejeva in že to jima je zagotavljalo poseben položaj znotraj palače. Čeprav ni ohranjenih zapisov, da bi moške formalno poimenoval, mnogi zgodovinarji verjamejo, da je imel zanje načrte. Navsezadnje se je Alessandro sam povzpel na oblast, kljub svojemu nezakonitemu rojstvu, in morda si je predstavljal prihodnost, v kateri bi lahko njegovi otroci pridobili velik vpliv ali položaj, če že ne vladali. Leta 1536 je cesar Karel V izpolnil politično obljubo papežu Klementu VII, tako da je svojo hčer, Margareto Avstrijsko, poročil z vojvodo Alessandrom de Medicijem. Poroka je bila strateška zveza, namenjena utrditvi Alessandrovega položaja kot vladarja Firenc in naj bi po možnosti zagotovila zakonite naslednike. Kljub ugledni novi ženi pa je Alessandro ostal predan svoji dolgoletni ljubici, Taddei Malaspini.
Kot številni vladari tistega časa je tudi on na zakon gledal kot na dolžnost do države, ne do srca. Toda prav ko se je zdelo, da je njegova moč zagotovljena, so se že odvijali dogodki, ki so vodili v njegov nenaden in nasilen konec. V noči na 6. januarja 1537 je bil Alessandro zvabljen na zasebno srečanje in umorjen s strani svojega bratranca in zaupnika Lorencina de Medici. Star komaj 26 let je Alessandro umrl brez zakonitega naslednika. Margareta Avstrijska je bila takrat stara komaj 14 let in zakon ni obrodil otrok. Nenavadno je, da se je nekaj mesecev po njegovi smrti rodil še zadnji otrok, po imenu Porcija, drugi ljubici, katere identiteta se je skozi zgodovino izgubila. Njeno rojstvo, ovito v skrivnost, je dodalo še zadnjo noto skrivnostnosti Alessandrovi kratki, a sporni vladavini. Z nenadno smrtjo Alessandra se je moč v Firencah čez noč preusmerila, njegovi mladi otroci pa so se takoj znašli v središču politične nevihte. Giulio, ki je bil takrat star komaj 4 leta, je bil kljub temu, da je bil Alessandrov edini sin, preskočen kot naslednik vojvodine. Namesto njega je bil za novega vojvodo Firenc izvoljen Cosimo I, član mlajše veje Medicejcev. Cosimo I, ki je bil sam še najstnik, ko je prevzel oblast, je obljubil, da bo skrbel za osirotele otroke svojega predhodnika, in to obljubo je vsaj navzven tudi držal. Mladi Giulio je bil poslan v Vilo di Castello, mirno družinsko posestvo, ki leži v hribih tik zunaj Firenc. Odmaknjena od strogih pričakovanj življenja na dvoru, je prišla pod budno oko Cosimove matere, Marije Salviati, pobožne in odločne ženske z velikim vplivom. Nekateri bi Giulijino selitev videli kot izgnanstvo, vendar tam ni bila sama. Svoj dom in spalnico je delila z Bio de Medici, Cosimovo nezakonsko hčerko in prvorojenko. Le 2 leti narazen po starosti sta dekleti odraščali bolj kot sestri kot sestrični. Njuna vez pa je grad Castello napolnila s toplo, igrivo energijo. Marija Salviati je skrbno bdela nad dekletoma, še posebej med strašnim napadom vročice februarja 1542. Julija, ki je bila takrat stara približno 7 let, je preživela bolezen, a 5 ali 6 letna Bija ni imela te sreče. Njena smrt je zaznamovala žalostno poglavje v zgodovini otroške sobe. Julija je mlado Bio globoko objokovala. Prav tako tudi njene babice Marije in seveda njenega očeta Cosima. Ko je Julija odraščala, se je popolnoma vključila v življenje na dvoru. Kljub temu, da je bila otrok prejšnjega vojvode, njenega očetovstva niso videli kot slabost. Njen izvor iz glavne linije Medicejcev pa je bil spoštovan, saj so očetov umor celo primerjali z umorom Julija Cezarja, ki ga je zagrešil Brut. Pokazala je velik ponos na svoj rod in se je nosila z opazno samozavestjo. Prav tako je prejela celovito izobrazbo, naučila se je uglajenih manir, umetnosti in jezikov, ki so pretikali plemkini. Čeprav je bila nezakonska, so jo vseeno obravnavali kot člana družine in veliko pozornosti so namenili njenemu videzu ter statusu. Naprimer, nekoč, ko je bila Julija stala približno 12 ali 13 let, je žena Cosima, Eleonora di Toledo, izbruhnila v bes, ker Julijin jahalni plašč ni bil pravilno izdelan. Bil je napačne dolžine in ni imel okrasja, ki ga je Eleonora naročila. Sčasoma je Julija odrasla v lepo mlado damo, pri čemer so številni dvorni opazovalci ugotavljali, da je podobna svojemu očetu Aleksandru z enakimi izrazitimi potezami in kodrastimi lasmi. Kljub temnejši polti kot večina dam na dvoru in domnevnemu afriškemu poreklu, so jo mnogi imeli za lepo, prav v tem času pa je Cosimo začel razmišljati o morebitnih ženitnih kandidatih. Leta 1550, ko je bila Julija stara približno 15 let, je Cosimo uredil prvo poroko. Njen mož naj bi postal Frančišek Cantelmo, vojvoda Popolja, plemič visokega ranga. Njena dota je bila ogromna, vredna toliko kot danes več 10 milijonov dolarjev. Ta poroka je pomenila Julijino uradno vstop v aristokratsko družbo. Ni bila več le varovanka dvorca Medici, ampak je bila vojvodinja v svojem lastnem pomenu. 5 let kasneje, leta 1555, pa se je tragedija vrnila. Francesco Cantelmo je umrl in Julija je ostala vdova v svojih zgodnjih 20. V svoji žalosti je naročila portret pri Aleksandru Aloriju, enem največjih firenških umetnikov. Na sliki Julija deluje dostojanstveno, žalostno in ponosno.
Ob njej je viden bogato izrezljan stol z nagnjenim naslonom za roko, umetnostni zgodovinarji pa so podali številne predloge, kaj naj bi to predstavljalo. Nekateri menijo, da prikazuje strm teren, po katerem se vzpenja Herkul. Drugi pa pravijo, da simbolizira goro Laverna, svetokatoliško mesto, povezano s svetim Frančiškom Asiškim. Predlaganih je bilo tudi veliko drugih teorij, vendar se večina strinja, da je bila slika Julijin odgovor na kritike zaradi severnoafriškega porekla njene babice in njene poroke z mulovodcem iz Kolavekija. Kljub vsem tem predlogom pa so nekateri umetnostni zgodovinarji izjavili, da ta portret sploh ni bil Julijin. V času vdovstva je Julija precej časa preživela v avguštinskem samostanu San Clemente na San Galo. Njena polsestra Porcija je tam služila kot opatinja, Julija pa je samostan finančno podpirala. Bila je tudi pokroviteljica drugih avguštinskih ustanov, ter se v teh težkih letih posvečala pobožnosti in dobrodelnosti. Leta 1559 se je ponovno poročila, tokrat z Bernardetom de Medicijem, bratrancem Kozima I. Leto kasneje je rodila sina, ki ga je poimenovala Aleksander, v čast imenu in spominu svojega očeta. V prvih letih zakona sta Julija in Bernardeto prirejala razkošne sprejeme in se ukvarjala z diplomatskimi zadevami. Toda življenje v Ferencah ni bilo brez konfliktov. 3 leta po smrti svoje žene, Eleonore di Toledo, si je 46-letni veliki vojvoda Kozimo I omislil predvsem mlajšo ljubico Eleonoro deli Albizzi, ki je bila takrat stara približno 23 let. Njuna zveza je rodila 2 otroka, hčerko, rojeno leta 1566, ki je umrla v otroštvu, in Giovannija, rojenega naslednje leto, ki ga je oče kasneje priznal za zakonitega. Po dvornih govoricah naj bi Giulia zahtevala, da jo obravnavajo kot enakovredno Eleonori, kar je bila drzna drža do ženske, ki so jo mnogi na dvoru že skrivaj prezirali. Takšen odnos je obremenil njeno nekoč tesno razmerje s Kozimom in čeprav sta se kasneje pobotala, stvari nikoli niso bile več enake. Kakršnakoli strast, ki jo je Kozim čutil do mlade Eleonore, je hitro izginila. Leta 1567 pa je bila prisiljena poročiti se z osramočenim plemičem. Sčasoma sta se Julija in njen mož leta 1567 preselila v Neapelj, kjer sta se borila za naslov in si zagotovila pravico do zemljišč kneževine Ottaviano. V Neaplju se je Julijin vpliv nadaljeval. Tam je upravljala posestva, podpirala verske ustanove in zagotovila prihodnost svoji družini. Njeni potomci so prek sina Aleksandra nosili naslov knezov Ottaviana, plemiške rodbine, ki obstaja še danes. Čeprav si je Julija utrdila mesto v zgodovini, jo je ta počasi pozabljala. Stoletja so jo izbrisali iz umetnosti, ki jo je nekoč slavila. Eden najbolj presenetljivih primerov je slika Pontorma, ki prikazuje Mario Salviati z otrokom. Stoletja so mnogi videli le Mario, toda leta 1937 je restavriranje razkrila, da je bil otrok prebarvan. Ta otrok, s tem se danes večina strinja, je Giulio de Medici. Na sliki ima zaskrben izraz, stoji blizu Marije, njene značilne poteze pa spominjajo na njenega očeta, Alessandra. Restavrirana slika velja po mnenju mnogih za enega prvih evropskih portretov deklice afriškega in evropskega porekla. Vendar se s tem ne strinjajo vsi. Sprva je večina trdila, da gre za Kozima I, medtem ko so drugi menili, da je otrok v resnici Bia de Medici, saj naj Giulia in Marija ne bi bili dovolj blizu, da bi si zaslužili tako nežen portret. Kakršnakoli že je resnica v sliki, vemo, da je njen mož umrl pred njo, nedolgo po letu 1576 v Neaplju. Giulia de Medici je sama umrla leta 1588, stara 52 ali 53 let. Manj zgodovinskih zapisov podrobno opisuje njena zadnja leta, vendar je bilo njeno življenje prepleteno z usodami in spletkami ene najmočnejših evropskih dinastij. Za njo je ostal sin Alessandro, ki je postal gospodar Ottaviana in general papeške države. Njegovi potomci so kasneje zahtevali naslov velikega vojvode Toskane po izumrtju glavne linije Medici leta 1737, vendar so bili njihovi poskusi na koncu neuspešni. Na koncu ostaja Julijina zgodba opomnik, da lahko tudi tisti, ki so potisnjeni v senco zgodovine, pustijo zapuščino, ki odmeva stoletja. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta kompilacijski video o teh temnopoltih zgodovinskih osebnostih.
Upam, da so vam bili zanimivi. Sporočite mi v komentarjih, kaj si mislite o teh življenjskih zgodbah, in če imate kakšne predloge, mi jih prav tako napišite spodaj v komentarjih. Sporočite mi, če želite daljše videoposnetke ali več vsebin o zgodovini temnopoltih. Upam tudi, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vse moje videoposnetke takoj, ko jih objavim. No, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjih pozabljenih življenjih. Hvala!